Drage dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Javnost vznemirjajo dodatna plačila, ki bodo potrebna na pokopališčih v Sloveniji. Doslej je bilo tako, da je bilo potrebno plačati parcelo in letni najem, zdaj pa so po novem še dodatna plačila za praktično vsak poseg, ki ga opravite. Recimo, če želite obnoviti ali postaviti spomenik, boste recimo za priglasitev plačali recimo v Hočah dobre 4 evre, na Dobravi 23, v Kamnici 27, na Pobreškem pokopališču celo 63 evrov. Če boste želeli spremeniti napis, vas bo priglasitev stala dodatnih 5 evrov, če pa boste želeli čistiti z vodnim curkom, pa vas bo priglasitev stala 15 evrov. Te cene seveda zelo vznemirjajo, zato sem tukaj na eni od krajevnih skupnosti v okolici Maribora s tajnico, gospo Kristino. Gospa Kristina, torej lahko rečem, te cene so skoraj da rob, oziroma vse malo nenavadne. Ja, nekaj da razjasnimo, se jih nisem jaz postavljala, jaz sem pač tu pa kasiram, tako so določili. Jaz tudi imam babico tu pokopano, pa glih tako mogla plačati, ne? Pač tak je. Če zdaj jaz se razumem, gospa Kristina, je to tako, da karkoli že nameravajo delati, občani morajo vam predložiti vso potrebno dokumentacijo, potem vi pač poveste, koliko stane priglasitev in potem vi to dokumentacijo tudi pregledate, date dovoljenje. No, za vsega mi ne pregledamo, se nimamo cajta, glavno, da je plačano, ne? Torej, teoretično bi si lahko nekdo postavil tudi stolp, če bi plačal priglasitev, pa vi ne pregledate dokumentacije? Ja, no, gledajte, tako mi rekla, to je ziher denar, ne? Veste, kak ljudje na koncu vedno popustijo, ker to vseeno hočejo imeti urejeno, pač tak je, ne? Ja, no, hvala lepa, to zdaj bom raje stopil tu, enih par korakov vidim, en gospod ravno prižiga svečko, ga zmotim. Dober dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ja, dober dan. Dober dan, ste verjetno slišali za te dodatne storitve, ki jih je treba plačati tu na pokopališču? Ja, nekake storitve. Ja, zdaj je treba plačati, če želite, ne vem, na novo obnoviti spomenik, če rabite dodatne črke, vse je treba plačati. Kdo rabi črke? Tako, če bi recimo zdaj vi rabili, ne, recimo. Kaj ti me živega pokapleš? Pa ne, pardon, nisem tak mislil. Čuj, ja še grem v trgovino, do pol pridem do Koblera, prijem peš, tako da na mene ti ne računaj, veš? Ne, hotel sem povedati to zdaj, če bi recimo vi hoteli vaš grob z vodnim curkom prat, bi morali plačati 15 evrov, da bi lahko. Zakaj bi prav grob? Ja, če bi bil umazan. Ja, ne prav grob, za curek pa ti tudi se za sebe brigaj. Ne nas gleda tak, jaz se bolj počasi gibam, ker imam čas. Drugač pa jaz še lao hitro grem, pa curek je tudi vredi, veš? Jaz vam hočem samo povedati, če bi hoteli karkoli delati na svojem grobu, morate dobiti papir iz krajevne skupnosti, pa to tudi plačati. Na mojem grobom delo jaz, kam jaz hoto. To je moja parcela. Tu sem jaz kupil, pa plačujem letno. Jaz si lao vinsko klet naredim, pa butelke not, pa teraso gor. Sma cestna čičem. Gospod Albin, samo po novem je treba plačati za to. Ja, se majstra moč plačati, se non več sam nared. Ja, ne majstra, dovoljenje treba plačati, da lahko delate sploh. Kako dovoljenje? Ko neke vrste gradbeno dovoljenje, tako ste bajto gradili. Nisem jaz rabo gradben, jaz sem gradben od partije, dobo. Dobro, hvala lepa, dragi dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.